Ampak, zdaj bi se s tem ukvarjali, pogledajte, evo, s čim smo se začeli, zdaj prešel na sodstvo po policijo, ne? Plače sodnika. 47 plačni razred za prvi dan naših pravic. Ali drugače povedano, a ne? Ali drugače povedano, a ne? Prvi, če nekdo sodnik prvi dan nastopi službo, ima večjo plačo kot tisti, ki uči na fakulteti 30 let. To ni normalno. Za mene ni bilo normalno. Odvetništvo. Vlada je spremenila zakon o odvetništvu, Ustavno sodišče ga pa prepovedalo referendum, če se dobro spomnite. Kaj pa je v tistem zakonu pisalo? Samo dve pomembne stvari. Prva je ta, da si odvetniki za kršitve sodijo sami sebi. In jim ne sodijo zunanje, torej disciplinski organi, ki bi bili sestavljeni tudi iz neodvetnikov. Neodvetniki sami sebi. In izdobivam dnevno pošto ljudi, ki se pritožujejo, ki jamrajo, odvetnik se pozabil pritožiti, pa sem tožbo zgubil, zdaj pa grem drugemu odvetniku, da bi zopra tega odvetnika tožbo vložil pa vlade nakon. Jasno, ker je krog zaprt. Ne? In druga zadeva, ki so jo naredili, je seveda ta, da pri odvetnikih, da sami sebi določajo cene. Ne čisto sami sebi, zaradi tisti, ki mora dati končni podpis. Ampak prej smo pa drugače rekli. Za časa naše vlade smo rekli, ne, cene jim bomo določili v državnem zboru. In so cene padle za 25%. Ista zgodba so notarji. Če imate vi v državi, to smo zakon sprejeli, če imate vi v državi 68 notarjev ali pa 128 notarjev, je bistvena razlika. Zakaj? Zaradi tega, ker se cene oblikujejo potem prosto. In če jih je več, bodo ponudili nižje cene. To je isto kot trgovina. Če imate vi v Ljubljani eno trgovino, boste za zobno pasto dali to, kot bo trgovca rekel. Če jih pa imate 10, 100 ali kaj sem kot, je pa zadeva jasna, da boste vi tisti, ki boste odločili, kaj boste kupili. Ista zadeva je pri notarjih. Popolnoma ista zadeva. Kaj je Zalar naredil? 30 notarjev je ukinil. To je bila ena prvih potez. Zakaj? Zaradi tega, da bi bilo manj in da bojo imeli više cene. Drugega odgovora ni. Kaj še lani se zgodili? Stopil je pred kamere marca in je rekel, joj, Štur mi je pa, in čest po domače rekel, kljub temu, da me snemajo, ne? Štur mi je pa čist zajebo kazenski zakonik. Namreč mladoletniki lahko naredijo kakršno bolj kaznivo dejanje, pa ne moramo soditi, ker so zakon narobe napisali. Veste, to je isto, kot da stopiš pred kamere, da rečete od jutra naprej, da to hratite, ker to ni kaznivo. Tega ne smeš reči, nikoli. Ampak kaj se je bolj pokazalo? Pokazalo se to, da je Ustavno sodišče rekli, da je Vrhovno sodišče rekli, da to ni res, da nima prav. Mene se bo 14 dni ali 3 tedne preganjali po državnem zboru, zakaj nočem seje imeti. Zdaj nočem imeti, če neumnosti predlagala. Stečajni upravitelji, recimo, kar so tudi v pravosodju, so posebno poglavili. Mislim, tu pa sem že zgubil kar velik tudi vrt, zdaj tem letu in pa. Gledajte, pri stečajnih upraviteljih smo mi naša vlada je bila prva, ki je rekla, nagrade stečajnim upraviteljem morajo biti javne. In danes situacija je taka, da vsak sodnik, ki določi kakršnokoli nagrado komerkoli od stečajnih upraviteljev, se to javno objavi, kaj je določil. Prej je bilo pa to skrito. In kaj se danes dogaja? Lansko leto je rekel minister Zalar, jaz bom pa takoj omejil, ker preveč zaslužijo. Kaj so naredila slovenska sodišča? V 6-7 delovnih dneh so določila toliko sklepov, kakor pred 2 meseci skupne. Tako pa zmenili so se. Pa čisto želeli. Recimo tipična zadeva in v vrtni tam stoja ustna vrtnika, ali pa tam dol Krško, tam tovarna, par celuloze in papire, ali tako ne. Kar je šlo stečajna. Tako enormne nagrade stečajnim upraviteljem, 600.000 evrov. In pa kdo to plača? Tisti, ki niso plači, dobili so to plačali. Tisti, ki plačne dobijo, so to plačali. In sodišče to sodi preprosto, ker se je sodnik zmotil.
Pa ni pogledal, da je 99 leta že enkrat to isto šlo, to dobu. Ej, a kdo vam nakaza 2 pensiji, pa rekel, da se zmoti. Mogoče, ampak on bi jo naslednji mesec ne bojo nakazali. Tam pa kar normalno, se je zmotil, ni videl. Sodnik vam dosti normalno napiše v sklep, pa reče, ne bom upošteval tega, kar piše v uredbi vlade, kar piše v uredbi. Ker je to premalo, bom jaz več določil, pa določi več. Mislim, prav neverjetna zgodba, ne? To se kar bagra se izmitle. Ali pa Elan Begunija, ne? Najame slučajni upravitelj za administrativno-tehnične posle, kaj to je, jaz ne vem, ne? Prelaganje papirja, ne? Svojo lastno privatno firmo, pa si plača 180.000 evrov, pred 2 mesecama. Kdo to plača? Tisti, ki niso plačali. Mislim, to pa kar malo zgoditi. Tožilstvo, ne? To, kar je zdaj zelo aktualna zadeva. Ne? Pogledaj, kaj se tiče tožilstva, situacija je relativno jasna. Ne? Jaz sem zdaj že 8-krat javno pred mikrofonom na kameru Zalerja vprašal, kaj je Brezhirn, kater člen ustave je kršil. Ga ni, si mi ne more odgovoriti. 11. maja bomo tu nadaljevali in bomo dal pol ure pauze, da si gre prebrati ustavo. Če mi Nadaletič ne bo odgovoril na to vprašanje. Ker to ni res. Ker to preprosto ni res. Sem že strokovno razlagal, zakaj, ker bi bil predolg, da bom bolj to reči, če bi bilo treba, ampak se bistvo te zgodbe, ki se zdaj dogaja z Barbaro Brezigar, odnosno s tožilstvom, je pa kaj. Glede, če se sodnik zmoti, vsi pravijo, da so neodvisni in da Barbara Brezigar ne sme poklicati svojega podrejenega. Da je to kršitev zakona in ustave. Lepo vas prosim, poglejte, to velja za sodnike. Če se sodnik zmoti na prvi stopnji, imate pol višje sodišče, pa vrhovno sodišče, pa ustavno sodišče, se taka napaka, ne, če bi se zmotil sodnik, lahko popravi. Če se pa tožilec, začetnik ali pa kjerkoli zmoti, pa reče, to ni kaznivo dejanje, pa nad njim ni nikogar več, ki bi lahko tako napako napravili. Zato je tožilstvo drugačna organizacija. Tožilstvo je hierarhična organizacija in preverjanja in nadzor od Brezigarjeve do zadnjega tožilca v Murski Soboti ali pa v Novi Gorici mora biti. Kaj pa je zagrešila? Poklicala je podrejene in rekla, pred hišo Baričevičevih stoji cestna kamera. A ste pogledali, če kdo mi hodi? Si nič druga ni rekla. Ampak zato je zdaj treba zamenjati, ne? Kaj se počem? Kaj se potem, da je torej ona pospešuje to, ona zahteva delo tožilcev. In nič drugega, ne? In hkrati pač je ta zadnja, ne, ki bi jo si še radi rešili, da bo potem možno, ne, na vsakem koraku, ne, to je edino odgovor, se druga ni. In čim se jo bojo rešili, da bo prinesel zakon, ne, mislim, približno že vem, kak zakon piše, ne, minister Zalar, in sicer to, da tožilcev, vrhovnega državnega tožilca ne imenujemo in razrešujemo v državnem zboru, ampak da ga svet tožilcev imenuje in razrešuje. Tja bo pa imenoval take, ki se bo z njim izmenil, da jo bo razrešil. Ampak gledajte, sem že naročil analizo v državnem zboru. Ene evropske države ni, ki bi bila tak sistem. V evropskih državah tožilce imenujejo parlamenti, vlade, kralji, kraljice, po določenem poslovju. Niti ene države ne boste najdli, kjer bi tožilci sami zamenjali svojega šefa. Ampak mi bomo ta zakon očitno dobili državni zbor. Zato, ker se je hoče rešiti.